Leka. No, jaz bom kar poskušal nekako razločno brati, ker se mi zdi, da bo to časovno bolj ekonomično, ne, smo omejeni. Se pravi, naslov, ki dejansko bolj ustreza moji današnji predstavitvi, je tematsko malce zožen od najavljenega in se glasi: Vzgoja za kreposti kot osrednji moment solidarno-personalističnega pristopa v edukaciji. Naj povem, da besedo edukacija uporabljam za označevanje tako vzgoje in izobraževanja. Res je, da je ta beseda tujka, vendar pa je njena uporaba zaradi kratkosti veliko bolj praktična kot uporaba besedne zveze vzgoja in izobraževanje. Solidarni personalizem je stališče, ki v središče svojega zanimanja postavlja osebe kot posamičnike. Ker meni, da so za pravilno razumevanje in razvoj oseb ključni ustrezni odnosi, gre za obliko odnosnega personalizma. Glavna trditev, ki jo bom danes zagovarjal, se glasi: etika kreposti je bistvena prvina personalističnega zadržanja tudi na edukacijskem področju. Še ena opomba, lahko bi rekli namesto etika kreposti tudi etika vrlin ali vrlinska etika, kajti besedi krepost in vrlina uporabljam kot sinonima. Slovenščina je tako bogata, da imamo kar dva izraza. Ne? Grki so imeli rete, Latinci virtus, Angleži imajo virtue, mi imamo pa i krepost in tako, da mi smo, imajo prav Belokranjci, ne? In Angleži v Beli krajini. Torta se peče. Tako. V prispevku se bom torej posvetil etiki kreposti kot ključnemu momentu pedagoškega personalizma. Ostalim njegovim prvinam sem se posvečal v drugih svojih publikacijah, danes pa jih moram zaradi časovne omejenosti žal izpustiti. Ključno vprašanje etike kreposti ni, kako moramo ravnati, katerega načela se moramo držati, katere rezultate moramo dosegati in podobno, ampak kakšne osebe moramo postati. Svojo glavno trditev bom ilustriral s pomočjo odgovorov na 5 vprašanj, ki se bodo zvrstila v nadaljevanju. Prvič, katere so najpogostejše napake, ki jih starši napravijo v želji, da bi motivirali svoje otroke? Kako ravnajo starši v smeri motiviranja svojih otrok, je odvisno od njihovega prepričanja o tem, kaj je namen vzgoje. Teh namenov je več in so vzajemno odvisni. Po mojem mnenju je pravilna vzgoja za kreposti, njen cilj je oblikovanje krepostne osebe. Primeri kreposti so vestnost, vztrajnost, marljivost, razumnost, stvarnost, poštenost, pravičnost, odgovornost, zmernost, varčnost, skromnost, spoštljivost, pogumnost, trdnost duha, tovariškost, dobrohotnost, prijaznost, blagost, solidarnost, altruizem, avtonomnost, estetska in umetniška razvitost, v krščanski tradiciji tudi čistost, ponižnost, vera, upanje, ljubezen. Nasprotje kreposti so hibe, kot so lenoba, nerazumnost, nestvarnost, nepoštenost, nepravičnost, požrešnost, poželjivost, lakomnost, skopost, razsipnost, strahopesnost, značajška šibkost oziroma pogljivost, napuhnjenost, nespoštljivost, zavisnost, surovost, grobost, nihilističnost, v smislu premajhne stopnje resničnega občutanja pomembnih vrednot kot vrednot, brezgub, zgubljenost, sovražnost. Kreposti so pridobljene in razmeroma trajne kakovosti osebe, ki ji pomagajo, da je ta kos življenju, za katerega vemo, da ni samo cvetoče polje in da pred nas, tudi pred otroke, postavlja vedno nove probleme, ki jih je potrebno reševati. Kreposti so nekakšna oprema za doseganje dobrega življenja, ki osebam, tudi otrokom, pomagajo reševati življenjske probleme. In usposabljanje za reševanje problemov je eden od glavnih namenov vsake dobre vzgoje. Vzgoja za kreposti upošteva znani kitajski pregovor, da človeku ne smemo ribe zgolj dati in mu jo vedno znova dajati, ampak ga naučiti, da si bo ribo znal sam ujeti. Veliko staršev pri svojem ravnanju premalo upošteva modrost tega pregovora in poskušajo otroku ribo vedno znova dajati.
Pogosto gre za starše, ki so pretirano zaščitniški in bi radi svojega otroka obvarovali pred napori in bolečino. Zato mu sami prinašajo ribe in otroka puščajo pod steklenim zvonom. S tem pa mu delajo medvedjo uslugo, saj se tak otrok ne nauči soočati in reševati svojih problemov. V življenju pa se žal problemov ne moremo izgubiti. Tak otrok začne od problemov bežati, namesto da bi jih reševal, se zatekati v taka ali drugačna zatočišča. Posledice so lahko nesamozavestnost, nizka sama podoba, obupanost, brezciljnost, beganje od enega kratkoročnega zanimanja do drugega, brez možnosti vztrajanja, duševne in telesne težave. Tak otrok si lahko nadomestno najde tudi končno en projekt v narekovajih, katerem je res lahko dober v narekovajih, ki pa je neprimeren, na primer za hujšanje, v začetku lahko resnično premočnih najstnic, ki se lahko sprevržejo v anoreksičnost. Oblikovanje kreposti vodi v razvoj svobodne in urejene osebnosti, njen cilj pa je razcvet vsake osebe v njeni posamičnosti. Svoboda namreč ni v tem, da delamo, kar hočemo, ampak da naredimo to, kar po svoji vesti, razumu in presoji menimo, da je prav, da storimo. Nekrepostnost, hibavost, značajska oziroma duhovna šibkost, zasvojenost ali zasužnjenost s temi ali onimi stvarmi nas dela nesvobodne, saj ne moremo storiti, kar bi po svoji vesti sicer storili. Samo oseba, ki je v tem smislu svobodna, pa je lahko tudi odgovorna. Žal pa starše pri vzgoji in izobraževanju otrok prepogosto vodijo drugi nameni kot oblikovanje krepostnega človeka, na primer nauki, kot je uči se, da ti ne bo treba delati, da boš dobil dobro službo, da boš dobro zaslužil. Prvenstveni namen naše vzgoje bi moral biti, postati razvit in kreposten človek, ne pa imeti. Žal mnogokrat ni tako. Temu primerna je tudi motivacija, ki zunanja, otroke se poskuša motivirati z raznimi nagradami ali kaznimi in s tem ustreznimi razlagami. Veliko otrok je, na primer, danes predebelih. Vzgoja za imeti se glasi: ne jej toliko, ker boš predebel, imel boš preveč kilogramov, ne boš lep, spreten, privlačen, učinkovit, zdrav. Vzgoja za imeti pa se nasprotno glasi, to je vzgoja za značaj. Ne jej toliko, ker boš postal požaruh. To je temeljno, ne? Tisto je instrumentalistično gledano, to je pa značajsko oblikovanje. Pri vzgoji za imeti gre zgolj za preračunljivost, računico, posledice, instrumentalizem, kakovosti osebe so zgolj sredstvo, instrument za sicer lahko dokaj nizke cilje, na primer tako ali drugačno telesno vzgodje, pri vzgoji za biti pa za oblikovanje osebe in njen razcvet. Pot do zdrave, razvite in cvetoče osebe, ki je tudi solidarna in dobrodejna za druge in družbo, vodi preko vzgoje za imeti, ne za biti. Se pa biti in imeti ne izključujeta, prav nasprotno. Vedeti pa moramo, kaj je temeljno in ima prednost. Drugič, kakšne so lahko posledice? Neupoštevanje zgoraj povedanega se odraža v razsirjeni zmotni drži. Samo da imaš dobre ocene, potem je vse v redu. To zadržanje po svoje odraža našo storilnostno in ekonomistično naravnano družbo, ki na stvari ne zna gledati celostno. Pripozna samo en segment, ki si ga prizadeva doseči in doseganju te ene vrednote v narekovajih podredi vse drugo. Tak odnos pri vzgoji na osebni, individualni in na družbeni ravni pa je izredno kratkoviden, saj spregleduje celoto in dialektiko, ki je lahko pogubna. Oseba, ki ga goji, se ne zaveda starega spoznanja, da sreča v določenem smislu ne sme biti cilj. Namen mora biti krepostno življenje samo, sreča pa je potem večji ali manjši meri češnja, ki zraste na torti krepostnega življenja. Kreposti so kakovosti človeka, ki nekako sistematično vodijo do sreče. Hibe so pomanjkljivosti osebe, ki sistematično prispevajo k njenemu slabežu v življenju. Če poskrbimo, da bo naš otrok kreposten, potem bo tudi dober učenec. To, da bo dober učenec, kolikor mu dopuščajo njegove zmožnosti, da bo dobro unovčil svoje talente tudi v šoli, bo podobno kot sreča sama posledica njegovih kreposti. Dobili bomo učenca, ki bo uspešno izrabil darove, ki jih je prejel, obenem pa bo imel zdrav odnos do svojega šolskega uspeha. Od njega ne bo odvisen, v njegovem življenju mu ne bo vse podrejeno, zato bo njegov odnos do njega lahko tudi psihološko in moralno primeren. Nasprotno pa učenčevo prizadevanje za dober učni uspeh,
ki ne temelji na krepostnosti učenca na trhlih temeljih. Učenec, ki ni razvit odgovorno in moralno osebo ali ki mu manjka ostalih kreposti, naprimer upanje, smisel življenja in podobno, ki je egoist, goli uživač itd., ki je zaradi pretiranega in neustreznega vrednotenja šolskega uspeha lahko pod stresom, ki se osebnostno nizko vrednoti zaradi učnega uspeha, ki ni v skladu z njegovimi željavami ali zahtevami okolja, tak učenec je lahko ali pogosto dejansko je učno neuspešen in ne izrabi svojih danosti, kot bi jih lahko. Precenjevanje vrednoče učnega uspeha in neutemeljenost kreposti ima pogosto nasprotni učinek od zaželenega. Naš otrok je učno neuspešen in zato tudi nesrečen, frustriran, čemu se lahko pridružijo tudi moralne negativne osebnostne poteze in ravnanje. Duhovna izročila in vse bolj tudi sodobna znanost pričajo, da je sreča v odnosu. Pot do nje je vzajemna solidarnost in dialog. V dialogu smo lahko samo z nekom, ki ga obravnavamo kot osebo. Krepostno nerazvita oseba slabše čuti osebo sebi, zato tudi druge osebe težje obravnava kot osebe. Zato ima probleme s solidarnostjo, dialogom, sodelovanjem in ljubeznijo, na katerih pa temeljijo dobri partnerski odnosi, družinsko življenje in zdravo ozračje na delovnem mestu. Biti zadovoljen doma, v družinskem krogu in rad hoditi v službo pa so osrednje značilnosti kakovostnega življenja in obenem v narekovajih gojišča krepostnih, vzgojeni, v šoli uspešnih, predvsem pa zadovoljnih, svobodnih in odgovornih oseb. Tretjič, ali lahko otrok kdaj za lep uspeh v šoli nagrajen tudi materialno? Seveda, vendar pa mora vse skozi biti prisotna zavest, ki jo moramo vse bolj cepljati tudi otroku, da vendarle ni bistvo in glavni cilj naših in otrokovih prizadevanj v doseganju nagrade. Moramo se znati poveseliti, pokazati svojo človeško plat tudi v tem oziru, kakšna v narekovajih puritanska ali v narekovajih špartanska zategnjenost vsekakor ni prava pot. Otrok mora imeti možnost, da se sprosti in poveseli, da si vdahne, da preklopi od napornih nalog tudi v novem računalniku ali z novim kolesom. Toda obenem moramo v njem razvijati pravi odnos do stvari. Sprostiti in navdih ob teh stvareh mu mora pomagati, ne pa da postane z njimi ali z materialnimi nagradami zasvojen. Pravilno usmerjen in razvit otrok je potem tudi sposoben razumeti in brez pretiranega nezadovoljstva sprejeti, če mu razložimo, da nakup določenih stvari ni mogoč ali smiselen, v drugo, napačno smer vzgajan otrok pa to težje dojame. Prvi pri sebi in drugih scene in vendarle v prvi vrsti to, kar je, so in kakovost odnosov z drugimi na tej podlagi, drugi pa prvenstveno vrednoti sebe in druge potem, kar imajo in ne kar so. Četrtič, kakšna je primerna motivacija oziroma spodbuda za učenje strani staršev? Najboljša spodbuda je vsekakor zgled. Ljudje smo bitja posnemanja in celo življenje, če se tega zavedamo ali ne, nekoga posnemamo. Zato so tiste osebe, ki imajo moč, da pritegujejo zgledovanje drugih, življenju posameznikov in družbe izrednega pomena. V življenju otrok so to nedvomno starši. Več kot vse besede in pogovori, ki si sicer nedvomno potrebni kot pojasnitev in razčiščevanje, tudi kot zgolj užitek medsebojnega druženja, velja na zgled, ki ga otroci z neverjetno intenzivnostjo vsrkavajo, zgled našega odnosa do sebe, do drugega, do drugih, pa tudi do stvari. V sorazmerju z lastno krepostnostjo, ki jo izpričujejo vsakodnevno, je naloga staršev in ostalih vzgojiteljev, da oblikujejo krepostne osebnosti izgajenih težje ali lažje izpolnjiva. Petič, in to je zadnje vprašanje, zakaj starši tako velik poudarek dajejo ravno učnemu uspehu? Mnogi starši učni uspeh morda poudarjajo tudi zato, ker je v današnjem svetu brez uveljavljenih meril za vrednotenje nekaj utipljivega, številsko izraženega. V lastni vrednotni izgubljenosti se zatekajo k nečemu, v narekovajih, konkretnemu. Učni uspeh sicer mora imeti določeno tezo, saj je prav, da se starši in otrok zavedajo, da živimo v svetu, kjer se stvari merijo in v skladu s temi meritvami tudi vrednotijo. Vendar pa je spet bistveno, da imamo do učnega uspeha primeren odnos in distanco, da ima ustrezno, nikakor ne previsoko, mesto na naši lestvici vrednot.
Kolikor otroku stvarno predstavimo vlogo učnega uspeha v oblikovanju prostora možnosti, ki so mu na voljo v njegovem življenju, je to pravilno in celo naša dolžnost. Sem skoraj na koncu. Nasprotno pa je vcepljanje otroku prepričanja, da je učni uspeh njegova najpomembnejša in vrhovna, nekateri starši dodajajo še edina naloga, zelo škodljivo. To je v nasprotju s pogledom, da je vrhovni namen človeka postati krepostna osebnost. Samo naravnanost kreposti pa prinese notranjo podlago, da si naši otroci primerno prizadevajo za učni uspeh. Brez tega te naravnanosti ostajajo le zunanje motivacije, doseganje ugleda, denarja, moči. Če otrok pride do prepričanja, življenje okoli njega mu ponuje številne primere, da omenjene cilje lahko doseže tudi brez učnega uspeha, potem imamo velik motivacijski problem. Ostane zgolj prošenje, naj se vendarle uči ali pa prisila. Skratka, možna in uspešnejša je posredna motivacija otroka za učni uspeh. Prizadevamo se v njem razviti tiste kreposti, ki že same po sebi prinesejo tudi učnost uspešnost otroka. Neposredna motivacija z učnim uspehom je nezanesljiva in tudi moralno sporna, saj ne vzgaja solidarnih, ampak prej egoistične in negativno tekmovalne ljudi. Solidarnost pa je edina pot do trajne in polne sreče, tako za posameznika, kot za tiste okoli njega. Zato je dolžnost vseh nas prispevati vzgoji in izobraževanju za krepostnost in solidarnost. Hvala lepa za pozornost.